Cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v rubriki Jezikovni kotiček, kjer se bomo tokrat nekoliko pomudili pri glagolu. Govorni jezik si težko predstavljamo brez glagolov. Z glagoli izražamo, kaj kdo dela in kaj se z njim dogaja. Mama kuha kosilo. Oče popravlja kolo. Sin Tine dela domačo nalogo. Hči Ana bere knjigo. Mucka prede. Zunaj dežuje. Glagoli torej zaznamujejo dejanje, stanje, dogajanje, zaznavanje, spreminjanje, obstajanje ali odnos do vsega tega. Glagoli lahko izražajo omejeno dejanje. To so dovršni glagoli. Na primer, Ivo je pojedel torto. Torte ni več. Glagoli lahko izražajo neomejeno dejanje. To so nedovršni glagoli. Na primer, Ive je torto. Torta je še na krožniku. Glagoli lahko izražajo tvorno dejanje. Na primer, Andreja piše domačo nalogo. Lahko pa izražajo trdno dejanje. Na primer, naloga je napisana. Odnos do stvari pa izražamo z modalnimi glagoli. Morati, smeti, moči in tako naprej. Na primer, otroci morajo hoditi v šolo. Mami, ali bom smel zvečer s prijatelji v kino? Ali lahko naredite 10 počepov na eni nogi? Iz glagolske oblike lahko razberemo, ali se nekaj dogaja v sedanjosti, ali se bo dogajalo v prihodnosti, ali pa se je dogajalo v preteklosti. Na primer, Minka telovadi. Sedanjost. Minka je telovadila. Preteklost. Minka bo telovadila. Prihodnost. V prejšnji oddaji smo že povedali, da glagole spregamo. To pomeni, da pri glagolu spreminjamo osebo in število. Danes pa bomo vse naše dosedanje znanje uporabili v konkretnih primerih, ki jih bomo uporabili v naslednji izmišljeni zgodbi. Rožle je šel jeseni v 1. razred. Ima veliko sošolcev, skupaj se učijo, rišejo, barvajo. V odmorih se lovijo na šolskem dvorišču, se pogovarjajo in smejijo. Ko pride Rožle po pouku domov, mora narediti domačo nalogo. Potem tudi pripravi šolsko torbo za naslednji dan. Ko je domača naloga narejena in šolska torba pripravljena, se gre lahko igrat s prijatelji. Popoldan pomaga mami in očetu pri hišnih opravilih. Če je priden, sme v petek zvečer s starejšim bratom Nejcem v kino. Če se bo Rožle pridno učil, mu bo Nejc pokazal, kako se naredi pravi indijanski šotor. Za vajo tudi sami sestavite zgodbo, v kateri vadite svoje znanje o glagolih.
Če nam boste svoje besedilo poslali v uredništvo Spletne TV na naslov www.zveza-gns.si, se bomo potrudili, da ga bodo naši lektorji v najkrajšem možnem času pregledali in vrnili. V e-pismu navedite svoje ime in priimek, koliko ste stari oziroma ali še hodite v šolo in kaj vam v slovenskem jeziku dela največ preglavic. Vašega odziva bomo zelo veseli in vam bomo z veseljem pomagali. Nasvidenje prihodnjič.